Ok, se pravi, naslednja stvar, Eva, letos je bilo precej več obiska, ne? Kaj te je v bistvu najbolj presenetilo pri obisku in imaš mogoče kakšno specifično številko, koliko je bilo letos obiska in kaj so lahko videli v programu? Ja, mi smo naročili 1200 zapestnic in v bistvu so zmanjkale okoli 6,5. S tem, da mi smo dali tudi par zapestnic razstavljalcem, tako da prodale so se najverjetneje kakšnih 1150. Nice. Potem po 6, ko pa ni bilo več zapestnic, pa pač spuščali prosto ljudi notri. Par starejših ljudi je bilo. To pomeni, tudi, da ste imeli z predlanskim letom, oziroma z lanskim letom, obisk v bistvu se je dvignil za 40, skoraj do 50%. Nekaj takega, ja. Torej, to je precejšen dvig, kar samo še potrjuje v bistvu, tako bom rekel, vi ste v primerjavi z lanskim letom dvignili vstopnino za nekaj evrov. Ne? Se pravi, sam obisk se je pa povečal v bistvu za 40%, kar samo potrjuje, kako je v bistvu povezana naša skupnost in da so pripravljeni podpirati vse te evente. Ne? Mislim, ja, to, ampak drugo pa je tudi, da se dejansko za korona končala in ljudje si upajo spet ven priti. Kar tako moram vas pohvaliti, pač vi ste bila prva konvencija vi ste bili dejansko, po koroni. Po koroni, to res. And I was like really excited to go to a first convention. Lani smo bili res prvi, ker je glih tako naneslo. Kaj bi rekla, oziroma bi lahko mogoče malo opisala program, ki so ga lahko, spravi, ki so ga videli obiskovalci? Ja, no, v bistvu v glavni dvorani so bile stojnice z ilustratorji in pa trgovine. Nekako sem se skušala osredotočiti na anime trgovine, ampak je to malo težko v Sloveniji, ker nimamo neke trgovine, ki bi res specifično mange prodajala, razen mladinske knjige. Pa še to je tako. Ja. Bomo Blackwells dobili potem. Tako da sem se fokusirala tudi na second hand stojnice, tako da so tako prišli tudi posamezniki, ki so prodali kakšne svoje stare mange, tako da smo imeli eno stojnico s temi mangami. Mislim pa, da ona prodala mange v italijanščini, ker jih je tudi v Italiji kupila. In pa second hand z gaming opremo, to pa so bili trije poleg njih še en drug, no. En, ki organizira v getu tudi družabne igre, pa ima fulene opreme, pa še en član našega društva tudi prinesel neke retro scene. In pa... Če skomi mora reči, kaj je geto, ker jaz si pač predstavljam. Vedno si geto. Ameriški geto. Imamo v Kopru Geto Something, to je v bistvu bar z craft pivi in tam se igra družabne igre, pa vsi so anime fani in pa igrajo videoigre. Tako kot dobra poteza v bistvu v Ljubljani. Ja, sam prineseš svoje igre. Ni da lahko tam igraš, oziroma nekaj malo imajo, ampak bolj te majhne, kakšne Exploding Kittens. Pravi, je dejansko tematski bar, ampak dovoljuje seveda običajne obiskovalce, ima pač namenski prostor tudi za družabne igre. Ma ne vem, če glih namenski prostor. Po mojem je res nekako stalna družba, ki obiskuje ta bar in vsi so anime in fani in igrajo družabne. Tako kot je bil Esta Travel Cafe za naš anime Titan. Kaj takega, ja. V tem smislu. In se je tako potem razvilo, da zdaj pa živejo. Zdaj so znani po board game baru, ne? STA? Se pravi... Ali naš geto, ja. Kar ja. Če hočeš igrati board game v Kopru, go to geto. Ampak v Kopru, ne v... Drugot. I mean, if you're in the USA, then... Tudi v Sloveniji imamo geto, for sure. No ja, torej mange, second hand pa je še bil od Tamagone. To je imel tudi Mofukon, tako da bi si prišel, prinesel kaj svojega, pa si zamenjal oziroma kupil ali pa prodal. Mislim pa, da je imel ravno Matej od Mofukona tu stojnico, pa je imel... In oni so samo nudili neko predstavitev društva in pa mange so tam imeli, niso pa prodali nič. Ne, nič ne. Samo prišel si lahko tja, pa si pogledal, kaj so imeli na voljo. To je točka, da se predstavitvena točka za Mofukon. Pravi, imeli so svojo knjižnico. Kjer je še vedno naš Sločan. Še vedno imajo Sločan, dajmo se vrniti nazaj na dogodek. Kaj je bil zate najbolj pozitivna izkušnja na eventu, poleg orjaškega dežnika na sredi konvencijskega prizorišča, ki je bil forever, se pravi zvezda večera, ampak kaj je tebe najbolj... Go big or go home.
Meni je bilo najbolj presenetljivo, ko se dam iz cosplaya, jaz sem tudi cosplayal, spet Chainsaw Mana, ki sem ga sestavljal, še dopolnjeval, en teden crunchal pred eventom in potem, ko se dam iz cosplaya, mi Blaž reče, da mi pomagi cosplayerje nabrati, pogledam v njegovo smer in on ima tako 2-metrski dežnik na sredi konvencijskega prostora, ki je prav naredil makeshift studio na sredi konvencije. Kako ti je bilo v bistvu, kaj je bilo tebi najbolj všeč in kako si se počutila, ko je Slovanja postavil svoj studio? Mislim, najverjetneje sem vaš studio kar pozno opazila, no, ker sem tekla ves čas kaj naokoli. Po mojem obiskanost, no, pač veselilo me je, da je bilo res veliko ljudi, pa tudi, da so vsi konstantno hodili naokoli, tako da niso prišli sam pogledati za pol in šli stran, ker je bilo na primer dolgočasno. Pa tudi, da je bila predavalnica skoraj zmeraj polna. Jaz sem še videl vzune ljudi stati, je bilo res zanimivo. Mislim, res me je razveselilo, ker sem res mislila, da bo kakšno predavanje prazno in po mojem bi se ful slabo počutila, ker skoraj vsi, ki so predavali, so prišli kot gosti in če bi bilo prazno, bi res bi spadlo grozno. No. Ja,